Spoštovane dame in gospodje, dragi gostje, spoštovani razstavljavci. Lepo pozdravljeni na odprtju pregledne razstave likovnih del in fotografij, tradicionalne, prodajne, božično-novoletne ali bolje decembrske razstave Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Danes gre za prav posebno razstavo tudi zato, ker na razstavi prvič sodelujejo članice Društva upokojencev Slovenske Konjice. Z nami so čipkarice spominčice, ki se predstavljajo s čipko v sliki, in glasbene gostje, pevke ženskega pevskega zbora Društva upokojencev pod vodstvom Adele Račovnik, ki jih prav toplo pozdravljam. Še enkrat. Že v samem uvodu pa k besedi vabim Vido Bezenšek, ki bo predstavila društvo in delo, s katerim se članice ukvarjajo. Vabljeni k besedi. Izvolite. Lepo pozdravljeni v imenu Društva upokojencev Slovenske Konjice. Poseben pozdrav gostiteljem Društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Že del časa so potekali razgovori za sodelovanje med Društvom upokojencev in likovno sekcijo Slovenske Konjice. In ravno letos, ko Društvo upokojencev praznuje 60-letnico svojega obstoja in delovanja, je v prijaznem razgovoru spoštovano predsednico Hedo in našo članico upravnega odbora Zofko bil dogovorjen in sklenjen sporazum za sodelovanje. Tako smo člani in članice Društva upokojencev danes med vami. Pri Društvu upokojencev delujeta dva pevska zbora. Ženski pevski zbor in moški pevski zbor. Znamo pa tudi skupaj zapeti v mešanem pevskem zboru. Zelo uspešni so športniki, saj mnoge skupine s tekmovanja prinesajo pokale in kolajne. Aktivne so želiščarke in prostovoljke. In če tudi nismo več mladi, se v organiziranih tečajih radi učimo računalništva in tuje jezike. Pogosto se združimo na izletih in vsakoletnem dopustu na morju. Tako koristno in kvalitetno porabimo svoj prosti čas. Med vsemi dejavniki pa je številčna, aktivna in zelo uspešna ročnodelska skupina Spominčice. Izdelujemo različne ročnodelske izdelke. Iz te delavnice pa je manjša skupina z veliko željo in zagnanostjo dopolnjevala v spretnosti klekljanja. Naša klekljarska doba ni dolga, je kratka. Smo začetnice, zato upamo, da bodo naši izdelki iz leta v leto boljši. Kar pa smo se doslej naučile, vam z velikim veseljem predstavljamo na združeni razstavi Ščipko v sliki. Zahvaljujem se likovnikom, posebej predsednici Hedi, hvala, za povabilo in za lepo pripravljeno in urejeno razstavo. Hvala. Dar pa eno vrtnico, ki ne bo bristrna. Hvala članicam Društva upokojencev Slovenske Konjice. Zdaj pa prisluhnimo ženskemu pevskemu zboru Društva upokojencev Slovenske Konjice in skladbam Predica, Tam gori za našo vasjo in Čakala bom.
Czekala
fotografi imajo prav tako kaj pokazati. Zato vsako leto v mesecu decembru s pregledno razstavo pokažejo sadove svojega dela. Seveda pa člani društva vse leto tudi samostojno razstavljajo, največ prav v prostorih kulturnega doma, na dvorcu Trebnik in tudi posamezne razstave so bile na ogled v mestni galeriji Rimer, prostorih upravne enote, zdravstvenega doma in drugih javnih ustanovah v naših krajih. Društvo je odprto za mnoga sodelovanja s šolami, vrtci, kulturnimi in humanitarnimi ter drugimi društvi, domom za starejše, delovnovarstvenim centrom, javnim skladom za kulturne dejavnosti, centrom za kulturne prireditve in še bi lahko naštevali. Njihova pomoč v obliki mentorskega dela in delavnic, likovnih kolonij, postavitev številnih razstav, izdelave scen je v našem kulturnem prostoru neprecenljiva in nenadomestljiva. Društvo sodeluje na mnogih prireditvah in srečanjih v kraju. Jurjevanje, Koničkovo popoldne, koncert Vsi za vse, po Sloveniji in tudi preko naših meja. Člani redno sodelujejo na javnih natečajih doma in v tujini, zlati paleti in prejemajo visoka priznanja, certifikate in nagrade. Za osrednji pozdrav na današnji prireditvi in pregled najpomembnejših dosežkov društva v letu 2011 prosim Hedo Vidmar Šalamon, predsednico Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Prosim za besedo. Dober večer, dragi prijatelji, cenjeni prijateljice, ljubitelji lepe letnosti. V nocojšnjem večeru se likovniki predstavljamo z likovno pregledno razstavo, kot je že Vernija povedala, vendar žal v mečken ukrnjene ne sodelujejo ravno vsi člani, ampak razumljivo. Aktivni so še v drugih društvih ali pa mogoče nekaj drugega preprečilo, da jih sodeluje samo 28. Številka ničesar ne pomeni. Razstava je postavljena, bi rekla, zelo lepo, postavila sta jo Arpad in pa naš Milan Pramor-Vidi. In pa še to, da so res zastopane vse tehnike. Vse tehnike tiste, ki smo nastajale v naši likovni organizaciji v tem letu. Se pravi, pričeli z risbo, grafiko, realističnim slikarstvom, potem abstraktnim slikarstvom in pa seveda potem še fotografija, kiparstvo in pa končno še zaključna prireditev, kar smo ravno danes navzočili. Zadovoljna sem z uspehom vseh tem, predvsem pa mi je všeč to naše druženje. Takrat, ko lahko drug drugemu stisnemo roko, ker si lahko pogledamo v oči, povemo tisto, kar ni prav, ali pa tisto, kar želimo, da bi bilo dobro. Zato, ker medsebojni odnosi so največ vredni. In pa še to, objem, stisk roke, prijazen pogled, nasmeh, ničesar, nič ne stane. Veliko pa pomeni vsem tistim, ko prihajajo v naše društvo in pa v srečanje z vsemi temi, ki se srečujemo, predvsem pa z vami, dragi gostje, ker redno prihajate na naša srečanja, na naše razstave, nas spremljate, spodbujate s svojim obiskom in pa prispevate k temu, da se trudimo, da imamo vedno kaj novega pokazati. Kot je povedala že prej, društvo upokojencev delajo na vseh področjih. Mi predvsem na likovnem področju in pa seveda sodelovanje z različnimi društvi, pač z vsemi tistimi, ki želijo z nami sodelovati. Priznam, da je teh veliko. Pa naj bo to recimo postavitev razstave v spomin stoletnici Zdenke Serajnik, ali pa recimo scena Vsi za vse, ko smo jo delali v športni dvorani, da dneva odprtih vrat v Lambertovem domu in povem, da smo tam opravili likovno delavnico in da so bili tako navdušeni na tisto razstavo, ko sem jo pol improvizirala pa postavila na steklena vrata, da so potem še večkrat poprašali, a bomo še kdaj slikali. Seveda bomo, vendar moramo skladiti z njihovo direktorico, z njihovim programom, ravno tako pa tudi z našim delom. Če bi lahko naštevala, recimo, kakšne so bile sodelovanje z Bredo, z javnim skladom,
5. razredi osnovni šol, ki se že 3. leto srečujemo, nekje na področju konjiške občine, bi rekla upravne enote občine. Letos so nas gostili v Žički Kartuziji. Povem, da smo se imeli zelo lepo in še vreme smo imeli čudovito. Tako da so nastala lepa dela, še so razstavljena v dvorcu Trebnik, ravno kar pa jih v naslednjem tednu zamenjujemo in jih postavljamo v zdravstvenem domu, kajti na Trebniku pripravljamo razstavo likovnih del, ki smo jih konjiški likovniki podarili društvu Sožitje. Za financiranje njihove dejavnosti, ker veste, da za to vrst je vedno premalo denarja. Lepo prosim, čim prej so rekli, da bodo pripravili CD in da bo to se pokazalo na TV skala, tako da vljudno vabim, da se oglasite in pa pogledate vse te, pravim, naslednji teden bomo to razstavo postavili na Trebniku in jo ponudili ljudem odprtih rok in pa dobrega srca, da bomo to prodali. In pa seveda denar namenili konkretno za njihovo dejavnost. No, še to, kar smo imenila sodelovanje z šolami, letos smo imeli možnost, da smo preko Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije predstavili likovna dela na razstavi ob 3. študenskem festivalu v Cankarjevem domu. In povem, da se nam je posrečilo, da smo pripeljali 54 otrok oziroma ljudi na festival v Ljubljano. Če povem, da smo tako se pripravili, da še enega obliža nismo rabili, potem veste, da je bilo čudovito. In še to, ne glede na to zdaj, da je mož predviden Jankovič, da ne mislimo delati reklame, ampak če je to potrebno, potem je treba na glas povedati. Tako lepo so nas prijeli na Rotovžu. Ogledali smo si lahko celo poslopje z vsemi tistimi stvarmi, kar imajo. Varnostnica je hodila z nami, vem, da smo bili prijetno presenečeni. Mogoče še samo to, da smo bili letos gostje na Bogenšperku posvečeno obletnici torej Valvazorja, da smo tam naj bi ustvarjali v grafiki, ampak priznam, da smo konjiško društvo edini bili, ko smo ustvarjali z grafiko, imeli zraven Arpadov improviziranih strojček za ročno vtiskanje tehle vinoreza, da smo bile pridne, da smo bili čudovito, da smo se lepo imeli in pa seveda tam tudi nekaj pokazali na razstavi, ko smo na potem postavili. No, še to, morda še to zlata paleta, rdeča nit skozi celo leto. Prične se že v februarju in poteka do zdaj, ko smo imeli zaključno prireditev v gradu Komenda pri Polzeli, ki je čudovito obljubljena z evropskimi sredstvi financirana. Vredno ogleda, če boste hodili v tistem kotu. No, in tam je potem tudi naš Didi, Milan Mamovec, dobil certifikat za kakovost za grafiko. In pa seveda zaradi tega, ker je pač bil iz Konjic in se je naše mesto slišalo tudi tam v drugačni sredini. Je pa to seveda republiška prireditev, tako da so nam bili iz vse Slovenije tam. Torej, veliko pohval, veliko nagrad. Ne bom jih naštevala. Pravijo, da je statistika najbolj zoprna, ali pa bi rekla najbolj dolgčasna, vendar brez statistike in pa brez podatkov ne gre. To je naša pohvala, s tem lahko povemo, kaj delamo in pa, da smo tukaj v prostoru, kjer se pač pojavljamo vse, se srečujemo isti ljudje v različnih Hvala neotrudni in duhoviti predsednici. S tem dejanjem je razstava tudi uradno odprta. Likovna dela povedo več od besed, zato vas vabim, da si jih v nadaljevanju večera ogledate in morda kakšno tudi rezervirate ter konec decembra odnesete v svoj dom. Hvala, da ste bili naši gostje, lep praznični december vam želim in vas vabim na zdravico in klepet s prijatelji, kot je rekla Frida. Pa srečno do prihodnjega leta.